Beletrina v živo. En prav lep pozdrav vsem skupaj. Spet smo z vami iz Beletrinine knjigarne za Beletrino v živo. Moje ime je Maja Peharc, vaša bralka in izpraševalka. Z mano danes iz Beletrine je Andraž Gombač. Midva pa imava to nehvaležno nalogo v 15 minutah povedati kaj o enem avtorju, ki trpi za nekim takim sindromom elefantitisa, kar pomeni, da ne more napisati kratke zgodbe. O Stephen Kingu se bova pogovarjala in specifično o njegovi knjigi Skeleton Crew v angleščini iz leta 1985, ki jo sedaj dobimo tudi v slovenščino v prevodu Marka Košana z naslovom Mrtva straža. Sicer sem rekla, da je elefantitis pa dolge zgodbe, ampak to je serija 22 kratkih zgodb. In ko sem danes... Kratkih ali pa ne. Skupaj mislim, da ima knjiga skoraj 700, 660 pa nekaj strani. Ja, precej dolgo. Ko sem danes svoje knjige od Kinga doma štela, sem jih naštela 19, kar je za poznavalce Kinga kar taka sumljiva številka. Ampak dajva mogoče začeti malo bolj na začetku. Kaj je bila tvoja prva King knjiga in ali film? Najprej bom pa pojasnil, zakaj sem prišel oblečen v to majico, ki se mi je zdela primerna za razgovor o Stephenu Kingu. Moram pa pojasniti, ki žena ponavadi pravi, da hodimo okrog v taki majici, da misli kdo, da je od kakšne metal skupine ali pa iz kakšne grozljivke. To je pa naš Hinko Smrekar. Res je. To je Zavist, stoletje stara ilustracija iz niza 7 smrtnih grehov, ne na glavnih grehov. In to je pač, spremljali so takšne majčke lansko razstavo, veliko dvodelno v Narodni galeriji. Odlična je bila. Torej, začelo se je, moram priznati, ne s knjigo, ampak s filmom, s filmi. Ne? In prvi so bili seveda Tisto, ta televizijski še ne, ta prvi It. Potem zelo všeč mi je bil Stand by Me. Ne? Torej, to je tudi tisti King, ki ga imam zelo rad, moram priznati, ki ni tako grozljiv, torej ni nobenih teh pošasti, ampak je neka zgodba. To Stand by Me je, mislim, da je Truplo je naslov, ne? Body, ne? V originalu. Zgodba o teh fantih, ki gredo najstniki, ki gredo iskat tole truplo, o katerem se govori, da nek fant, ki ga je zbil vlak. Ne? Torej, s tem sem se lahko poistovetil, ker v Podgradu pri Ilirski Bistrici, kjer sem odraščal, smo tudi imeli, to je bilo tako vas z blokovskim naseljem in smo tudi imeli take klape in smo se potikali po gozdovih. S tem sem se lahko poistovetil. Ne? In podobna zgodba je pri Tisto tudi. Ne? Torej, tudi tile otroci, ne, ki jih napada tale klovn. In pri Kingu mi je velikokrat fascinantno in me zanima zlasti to. Ne toliko te morilske pošasti, ampak odnosi med ljudmi. On je zame izvrsten pisatelj odraščanja v več pogledih. Ne? In odnosih med ljudmi, kaj človek v kriznih razmerah naredi drugemu, kako se obnaša do sočloveka. In s tem imamo opravka tudi v prvi zgodbi, najdaljši, ne, tukaj Mist, ne, torej Megla, kjer imamo te torej, navadne smrtnike, prebivalce nekega manjšega kraja, pa torej tudi turiste, ki se znajdejo v supermarketu po nekem strašnem neurju. Megla pritiska na to mesto, ne, z vseh strani, in oni so ukleščeni v supermarketu in se potem izkaže, da iz te megle nekaj prihaja in ubija. Ne, Megla oziroma Megla je meni zanimiva knjiga, ker se mi zdi, da je glih ena taka super kombinacija tega, kar King res dobro dela. To se pravi, ti odnosi nekih čist normalnih ljudi in potem so vrženi v eno situacijo, kjer potem pridejo še pošasti. Moja prva knjiga od njega je bila pa Firestarter v slovenščini. Očitno sem jo brala, ker sem bila še toliko majhna, da nisem upala do konca prebrati, ker me je bilo ful strah. Medtem ko njegove filme z zelo redkimi izjemami ne upam gledati, ker pač ne maram horror filmov gledati, ker se čisto preveč bojim. Zanimivo je nekaj pri filmih pa knjigah. Ne? Pri filmu lahko odvrneš pogled, ne? Ko je nekaj groznega. Pri knjigi pa to težko narediš, ker moraš vseeno nekako drseti po vrsticah. Ne? Po drugi strani pa
v knjigi lahko marsikaj prebereš. Zdaj, ravno ko sem bral to knjigo Mrtva straža, sem komentiral vmes in rekel, hudiča, to bi pa težko gledal, če bi bilo to, ker to bi postal že tisti slasher, ne? Torej veliko špricanja krvi, veliko odrezanega mesa, kar bi bilo pa verjetno zelo, zelo težko gledati. Ja, zato se mi zdi, da če gledamo Kingove filme, sta tako nekako dve možne poti. Ali je film zelo dober, kritiško uspešen in ga imajo vsi drugi radi, razen Kinga, ali pa je film slasher in je za nič, pač ga noben ne mara, oziroma rata kultna klasika, pa ga potem je Stephen oziroma King je ful zad. Ko sta dva treka, tudi mislim, da Megla je bila posneta. Meni je bil sicer čisto simpatičen film, ga imam zelo rada, je pa vem, da je bila potem strašna polemika o tem, ker je konec drugačen. Ja, konec je bil Kingu všeč, ne, in je res tak zelo, ne bomo spoilali, pokvarili tistim, ki še niso si ogledali, ampak konec je tak, ko res ostaneš odprtih ust, ne, res tako in si rečeš tako, fuck, kaj se zdaj, ne, kako je lahko do tega prišlo. Medtem ko v knjigi, to je daljša zgodba, lahko bi šla že samostojno, ne, pa je v tej knjigi, ki jo zdaj izdajamo pri Beletrini, samo prva, ne, od 22. V tej pa je konec nekako, King nekako se je tudi sam priznal, da je ostal nekje na pol poti, nekako je pustil te ljudi v neki negotovosti, ne vem, kaj bomo. Povedati morava, da je ta film režiral leta 2007 Frank Darabont, znan tudi po filmu Shawshank Redemption. Mnogo ljudi ne ve, da je to film posnet ravno po Kingovi, recimo kratkem romanu ali pa daljši noveli. In to je tudi film boljši, za moj okus precej boljši od Kingovega, torej besedilne predloge, ker je Darabont torej zelo razdelal bolj te zgodbe, nek stranski lik tistega Brooksa, ki bi gledalci gotovo vedeli, o kom govorim, starejši jetnik je pač ga je razvil, naredil iz njega še tako manjšo sago, tako res lepo zgodbo. In Kingu je bilo tudi seveda to všeč in je priznal. To je film, ki je z 9,3 najviše ocenjen na IMDb, torej velja nekako za najboljši film vseh časov po teh kriterijih. Ja, se je precej dober, čeprav moram priznati, da jaz raje berem tistega Kinga, ki je bolj strašljiv in je bolj tak malo bolj nagnjen v neke misteriozne, magične stvari. Zato moja najljubša serija Kingovih knjig je The Dark Tower oziroma Temni stolp, ker sem ravno tamle ugotovila, da imamo tudi slovenske prevode že. Mi je pa ravno zaradi tega všeč ta knjiga oziroma ta serija knjig, ker naredi on nekaj zelo meta v tej knjigi, ker samega sebe noter potegne oziroma nekako preide ta svet iz realni svet v literarni svet in obratno. In nekako, kar je bilo meni zelo simpatično, ko sem brala, zbudi občutek, da so vse njegove knjige nekako v enem istem vesolju. Ja, s to medbesedilnostjo. Tako. In se mi je zdelo to neverjetno, da lahko pa te knjige so nastajale res skoraj skozi njegovo celo kariero. Ta prva je zelo zgodna bila in ta zadnje so bile relativno pozne. In nekako res naredi tak Gesamtkunstwerk v teh 7 knjigah. In moram reči, da so mi bile te res fantastične knjige. Omenjava medbesedilnost. Zelo zanimivo mi je bilo v noveli, v tej novi knjigi, ki jo izdajamo. Novela ima naslov Nona. Jaz sem najprej kot Primorc sem bil vesel, končno ni babica, ampak je Nona, ampak to je pač lastno ime ženske, ne? V tej knjigi se pojavita dve imeni, Ace Merrill in Vern Tessio. In jaz sem bil navdušen, ko sem ti dve imeni prebral, ker to sta pač dva lika iz tega Body, torej filma tudi Stand By Me. En je nasilnež, tak lokalni fant, mlad pretepač in važič, ta drugi je pa, tam je eden od 4 teh glavnih likov, in se tu pojavijo. In dejansko potem se zaveš in seveda dogaja se kje v Castle Rocku, tem imaginarnem Kingovem mestecu, s katerim se spet lahko mnogi poistovetimo. Tudi v Sloveniji je zanimivo, da je nekako, vidiš neke podobnosti tudi z manjšimi slovenskimi
mesti. Ne? Ja, mislim, zelo rad King situira vse svoje dogajanje, tudi če je mogoče se ne dogaja na zemlji, v zelo tak. Mislim, jaz si zmeraj predstavljam točen Castle Rock ali pa Bangor, Maine, v pač zvezni državi Maine v Združenih državah Amerike. On itak tam je in to zelo dobro pozna. In kar je meni vedno tudi najbolj fascinantno, da njegovi liki, naj si bojo glavni ali pa stranski ali pa kakršnikoli, nikoli niso zares črno-beli, vedno so zelo kompleksni, imajo tudi tisti, ki je naš glavni junak, da jim čisto pavšalno reči. Ima tudi slabe karakteristike, ima slabo preteklost, njegove odločitve niso vedno najboljše, se tudi daj kaj zezne. In se mi zdi, da zaradi tega se lahko nas toliko po celem svetu neverjetno vidi in identificira s temi liki, ker se mi zdi, da še nisem zasledila enega tacga perfect herota ali pa nekega brez čistokrvnega oziroma čistega junaka. In se mi zdi, da glih tukaj je tudi njegova neka ta res briljantnost, da napiše tak življenjski človeški lik. Povej mi nekaj, kako pa doživljaš njegove ženske? Ker kritiki mu očitajo, kritiki mu očitajo, da zlasti v tej zgodnjih delih so ženske bodisi objekt seksualnega poželenja, bodisi so debele, nagravžne. Ne? Jaz mislim, da lahko čist pustiva tvojo izjavo tako stati, kot je. V njegovih zgodnjih delih in tudi v njegovih poznih delih ne moramo ravno reči, da je King zdaj nek feminističen pisatelj z velikim F-jem ali pa da res razvija ženske like. Se mi zdi, da v seriji Temni stolpi je en tak ženski lik, ki je majhen bolj močan, ki ima neko svojo akcijo, ki ni samo nek predmet, ki si ga drugi podajajo. Tako da ta kritika je definitivno upravičena. Bi mi bilo zanimivo prebrati eno knjigo, ko bi bila kakšna ženska v ospredju, to bi meni bilo zelo zanimivo brati, čisto da vidim, kako se on tega loteva. Ampak vseglih pa moramo reči, da je pač on ne produkt svojega časa, ampak vendarle je že gospod v letih, ki je odraščal v eni kulturi, v eni družbi, kar se tudi odraža v njegovih knjigah. Ja. No, morda, če bi bil tu, bi rekel, pa se je Carrie, že prvi roman je ženska. Ja, res je, se je Carrie. Jaz v tej Mrtvi straži me je zelo razveselilo, ker je bo v slovenščino prevedena pa ena izmed mojih najljubših njegovih zgodb, in sicer to je The Raft oziroma Splav v angleščini, ker ko sem pa jaz to zgodbo prebrala, me je bilo pa po mojem še en teden taka groza, pa una groza, ki v bistvu sploh ne veš, česa te je strah, ampak samo strah te je, ker čist na kratko... A bi šla v jezero plavati? Ne, absolutno ne, nikoli več v nobeno jezero. Čist na kratko, brez tega, da bom karkoli spoilala, 4 najstniki se odločijo popoldan, da grejo skočiti v jezero in splavati do enega splava, ki je na sredini jezera. 2 fanta, 2 punci, ne? 2 fanta, 2 punci, kar je tudi relativno pomembno. Potem se pa na jezeru pojavi ena črni oljni madež. Tako. Ja. In potem nihče več ne pride nazaj. In meni je bilo, ne bom zdaj čist spoilala, ker ne moram, da ne bi, ne to, da jih ta luknja poje, ne to, da... Sej vemo, da jih bo pojedla, važno je, kako jih bo pojedla. Pa ta potem na koncu, ko eden ostane, to, kaj on doživlja in kako on doživlja. Mene je to tako, res se me je dotaknilo in en teden sem še o tem premišljala. Ta zadnji, ko ostane skozi neko katarzo. Ja, ker v bistvu da cel ta od tega, da se, kako bo zdaj on šel stran od tega, da pač, celotno katarzo da stran in v bistvu zares tudi, če si ful optimističen bralec ali bralka, si lahko mogoče nekje domišljaš, da se bo pa se rešil, ker ne vem, če zares, saj jaz nisem tega tako brala, da vemo, da bo umrl, ampak si lahko predstavljamo in mi je bila še to neka agonija. Toda sem res vesela, da bo še drug traumatiziran, ne samo jaz. No, meni je pa strašno tako bila skok. Ne? To se s teleportacijo ukvarja tukaj King, znanstvena fantastika, kako preseliti, torej cilj je človek seveda, ne začne s svinčnikom, pa potem z belimi mišmi, torej s to napravo preseliti z enega kraja na drugi kraj človeka, ne? To je njegov cilj in potem mu vendarle uspe, ampak med to teleportacijo se zgodi s človekom nekaj strašnega, ne? In
en kaznjenec, ki mu ponudijo, da bi pač šel pri zavesti, pri polni zavesti, ker če spiš, če si omamljen, je vse v redu, če greš pri zavesti, se pa nekaj zgodi, ne vejo točno kaj. In tale kaznjenec, ko gre skozi, pove, ko pride na drugi strani ven čisto zdelan, ne, preden umre, pove, tam notri je večnost. Ne. In konča se, pa to ni nič, ne, to je še najmanj, kar se zgodi groznega v tem, konča se pa z groznim prizorom, ne, v katerega je vključen tudi otrok. Ne, v več teh zgodbah je otrok tudi vključen. Ja. In prebral sem, da je že neki želja ali poskusu, ali ne vem, bilo, da bi posneli ta skok, ne, ampak dejansko si ne predstavljam, kdo bi to lahko gledal, ta končni prizor, ne, ki se konča z enim strašnim krikom. Verjamem, da bi bilo to nekaj, kar jaz definitivno ne bi šla gledati v kino in tako drugače tudi ne. Mogoče še to o Kingu, da je on napisal tudi par del nefikcije, to se pravi o pisanju. In kar je meni vedno zanimivo tudi, mogoče že spet prehajava v ta nek medbesedilni oziroma mešanje realnosti in fikcije, da on tudi v svojih predgovorih vedno zvestega bralca oziroma constant readerja nagovarja. Jaz izjemno rad berem te začetke pa konce. Ja. Pa zmeraj on napiše, da ni potrebno brati tega. In se mi zdi, da od njega res rada vse to preberem, od drugih avtorjev se mi zdi tako, saj v redu, ampak tle se mi pa vedno zdi, da tako on misli na nas. Ne vem, zakaj se meni to zdi pa tako fino, da pač, avtor je pomislil name, ampak se mi zdi, da ker ima tudi zelo veliko produkcijo, mislim, da v življenju napisal že 70 knjig tam nekje, vedno pač nekako misel na svojega bralca in mu se mi zdi poskuša še malo popihati na dušo na ta način. Tako da se zmeraj veselim, kaj mi bo zdaj povedal. Žal misli tudi za moj okus malce preveč na kritike. Ne? Nekako čutim, da nikakor ne more preboleti tega, da ga nimajo mnogi za pravega, dobrega pisatelja. Ne? Pa si rečeš, hudiča, se imaš toliko bralcev in toliko filmov je bilo posnetih, tako popularen si, ne? Ampak zmeraj je tista bolečina, ne? Da ni bil priznan. Nobelove najbrž ne bo dobil, ker vse glih ga ljudje smatrajo kot pač žanrsko literaturo, pika. Ne? Jaz imam tudi njegovo knjigo, to mislim, da je On Writing je naslov, ne? In je zanimivo, ko pregledaš seznam, kaj on bere, kako je še zmeraj radoveden. Ne? On je prebral recimo vse Harryje Potterje, jih tam našteva, ne, kot nujno čtivo in tako. Ne? Tako da ima še zmeraj to iskro v sebi, itak vidimo, še zmeraj ustvarja, ampak tudi zvedav je, ne? Tudi rad bi tudi druge bere. Ne? Ja, to se mi zdi... Še zmeraj je ta otrok v njem. To se mi zdi nujno pomembno, pa upam, da bo vztrajal še dolgo časa, ker bi si želela še kaj prebrati od njega. Jaz mislim, da smo kar pokrila vse, razen če bo kamero ugasnila, pa še se 2 dni tukaj pogovarjala, ker o Kingu je še veliko zapovedati. Ampak vam hvala lepa za pozornost. Ja, veš kaj, pohvaliti morava vse še prevajalca, Marko Košan je izjemen človek, ne. On je sicer iz likovnih voda, ne, kustos v Slovenjgraški galeriji Koroški, ne, je zaposlen. In on to kot strasten bralec Stephena Kinga. Ne. Včasih so ga Andrej Blatnik pa drugi prevajali Kinga, zdaj pa Marko Košan prevaja to, kar še ni bilo prevedeno. Ne. Jaz ga tudi poznam osebno in je zanimivo, da on to počne tako ob rednem delu, ne, tako za zabavo. Zabavo, In izvrstno in izbira pa take knjige, zdaj je že kar lepa skladovnica. Ne. Mislim, se mi zdi, da tudi to, da je prevedena serija kratkih zgodb, super, zato ker dobiš pa še en drug pogled v Kinga. Tako pa navdušen sem bil, ko je prevedel tisto prejšnjo Different Seasons, ampak mi smo pa prevzeli zelo posrečen nemški prevod, ne? Torej pomlad, poletje, jesen, smrt. Odličen. To je pa mogoče moja najljubša ob tistem, ob itu, ne? Knjiga Stephena Kinga. Super. Nič, hvala lepa vsem za pozornost. Postprodukcija bo tukaj nafotošopala naslovnico knjige, ne? Zato, da si jo boste lahko pobrali v Beretrini ali si jo downloadali na Biblusu. Hvala lepa, naj vas ne bo preveč strah. Se beremo naslednjič. Kot repetate, uživajte. Ja. Beletrina. Uživo.